Ne le Cirkus svetega Jurija, piransko obzidje in Tartinijev trg, mesto Piran ponuja v svojih nedelih še veliko več. Piran, kakršnega poznamo z razglednic in turističnih prospektov, v glavnem ponuja iste podobe. Kdor pa ga želi spoznati podrobneje, mora obvezno zaviti v stranske ulice, kamor se odpravimo v družbi Slobodana Simiča Simeta, ljubiteljskega zgodovinarja, etnologa in zbiratelja, ki mesto odkriva, spoznava in občuduje že od ranega otroštva, ko se je vam priselil. Piran ima ob teh znanih, lepih, širokih ulicah tudi poseben svet skritih, drobnih, osenčenih ulic, ker se je dogajalo ogromno. Pravzaprav največji del življenja v Piranu se je dogajal ravno v teh ozkih, zasenčenih ulicah. In te spoznati pomeni posebno doživetje. Ena od teh ulic, ena od teh, bi rekel, lokacij v tej ulici je tudi prostor, kjer so shranjeni kosi nekaterih torkelj, mlinov. Ob sprehodu po stranskih ulicah bodite pozorni na podrobnosti. Sidro, ki mu domačini pravijo maček, hišni zvonec, kakršnega so nekoč imele vse hiše, kamniti portal in še marsikaj priča o zanimivi zgodovini mesta. Čarobne so že piranske ulice, vse te skrite, ozke, strme, recimo po nekaterih se vzpnemo do Cerkve svetega Jurija, po drugih prilezemo do mestnega obzidja. Potem je veliko notranjih dvorišč, skritih atrijev z vodnjaki. Teh je danes ohranjenih le še kakšnih 25, nekatere najdemo le lučaj od glavnih ulic. Torej, ena od zanimivosti Pirana so tudi vodnjaki. In Piran jih je imel, lahko rečemo, ogromno. Bili so potrebni, ker je bil izjemno cvetoče obrtniško-trgovsko mesto. Piran vse bolj postaja tudi mesto umetnikov, ki so svoje zavetišče našli v številnih kleteh Korpusove ulice. Nič nisem spremenil, to je bila ena klet zapuščena, tako mi je bilo škoda, da bi kaj tikal, tudi te stene. In to sem pustil tako izvirno, tudi pajčevina je gor. Skrite kotičke Pirana in posebnosti piranske mestne arhitekture pa vse bolj cenijo tudi mladi. Meni je všeč obzidje pri Stari Volnici. Trg 1. maja, tam se ponavadi družimo s prijatelji in je zelo lepo. Vodnjaki pod šolo. Vsem tem se bo v kratkem priključila še ena piranska znamenitost, svetilnik z razglednim stolpom na Piranski punti, ki so mu nekateri nadeli naziv speče Trnjulčice. Domačini si želijo, da bi se končno le prebudila. Da bi ta svetilnik oživili, kot je nekoč igral zelo pomembno vlogo, zdaj pa, da bi se odprl domačinom in obiskovalcem iz celega sveta. In morda boste tudi vi odkrili košček še neodkritega Pirana.